5, 4, 3, 2, 1, polnoč, vse najboljše, hvala. Evo, letos sem si za darilo izbral nekaj prav posebnega. Sem si zaslužil, zato sem napisal seznam, na katerem so lava, vulkan, ledenik, kakšna nenavadna žival in pa gejzir, jasno. In za vse to rabim dve zadevi. Pravo državo in primerno vozilo. Islandija in Toyota Land Cruiser. Jasno je še dovolj, seznam je dolg, prvo alinejo pa vidim že tamle. No, to pa me je presenetilo. Sploh, ko pomislim, kaj vse je moralo izbruhniti tukaj, da je vsa ta dolina prekrita z lavo. Baje se je vse to zgodilo pred dobrimi 3000 leti in 3 kraterji so, eden je tam zadaj, tretji najmanjši pa je uničen, ker so potrebovali gradbeni material. No, seveda je zdaj celotno območje zaščiteno, sem pa bral, da bi naj bil še vedno aktiven in ravno zato so... mislim, da je dovolj za danes. No, k sreči sem spal čez zraven vulkana, tako da nisem najbolj daleč teči. Za naslednje jutro pa sem si izbral vodo. Najprej enostavno, slab Glani, samo nekaj minut vožnje stran. Potem pa Haufossar, kjer voda preko okamenele lave teče v dolžini kar 1 kilometra. In to kar iz zemlje. Ampak to zame ni bilo dovolj, ker potem ne bi mogel tule narediti kljukice. Zato, poglejte ga, Dinjandi. 99 metrov visok, 30 širok zgoraj, 60 spodaj in neomejena količina vode. A veš, ko pravijo, da ko slišiš vodo teči, da moraš tudi sam odliti? No, res je. Ampak se na noben opazil, glej, koliko je vode. Islandija res navduši slikovito pokrajino. Ves čas se spreminja in zdajle sem si pripeljal v dolino, ki je cela prekrita z lavo. Pred več tisoč leti jo je nabruhal eden od tisočih vulkanov in ko se je na površju začela ohlajati, je globoko spodaj še vedno tekla in izoblikovala jame. Sem moral prav paziti, da nisem padel kakšno. Cesta pa je kar dobro urejena za takšen stroj. 4. generacijo najmanjšega predstavnika družine Land Cruiser, ki mu pa nekod pravijo tudi Prado. 32 let je že na cestah v tej manjši obliki in je postal kar renome za avtomobile s terenskimi sposobnostmi. Toyota Land Cruiser proizvaja že 65 let. To pa so izkušnje. Ker še nisem imel dovolj zahodnih fjordov in ker je dan pač dolg, mislim, ura je 8:30, pa pogledajte, kako visoko je sonce, sem šel še bolj na zahod. Večinoma sem na poti videl najete Kia Picanto in Hyundai i20, ampak ugotavljam, da je boljše, če imaš na poti takšno Toyoto, ker potem lahko dosežeš tudi kakšen skriti kotiček, ki ga z navadnim avtom pač ne bi. Recimo kakšno rajsko plažo ali pa skrajni zahod s takšnimi klifi. Eden tukaj je visok kar 441 metrov, je pa tole tudi super dom za galebe, za njorke. Nekaj je lušen. Pa še kak cunami mi ne bi odplaknil. Otok, ki je velik za 5 Slovenij in je daleč na severu, navduši vsakega, ki pride sem potovat. Ceste so večinoma v dobrem stanju in poleti odprte, da se lahko pripeljete na kakšne odmaknjene konce, recimo zahodne fjorde. Pa je po zimi še tisti terenci z velikimi gumami komaj pridejo sem, ker je zima pač takšna, kot se spodobi za deželo, ki je tik pod polarnim pasom. Me pa kar čudi, da jih je 7-krat manj od Slovencev, ker je po zimi tukaj mraz in se verjetno radi stiskajo. Ampak, zdaj, ko sem jaz tukaj, jih je kar 8% šlo gledat fuzbal v Francijo, tako da bi ziher brez težav izvedel kakšno invazijo. Ženske pa so verjetno večinoma ostale doma, Ne boste verjeli, tukaj nihče ne zaklepa vrat, ampak kljub temu nisem našel nobene hude Islandke, zato sem se zabaval kar s Toyoto. Tale Land Cruiser je na cestah že od leta 2009. Pred 3 leti so ga prenovili, lani pa je dobil še nov motor. Točno ta, 2,8-litrski turbodizel, ki proizvede 130 kW moči, torej 177 konjev in 450 Nm navora. Ampak ja, ta avto je pravi za Islandijo, ker je veliko makadamskih cest, ki jih naravnost obožuje. Udoben je na najbolj neudobnih cestah, kar je velik plus. Rezervoar za gorivo pogoltne 87 litrov, v primeru, da je rezervna pneumatika spodaj, če pa je na vratih prtljažnega prostora, ki se odpirajo samo na stran, potem pa pogoltne kar 150 litrov. Wow. No, meni lučka za gorivo že sveti, zato bom na poti do Akureyreja napolnil do roba, liter dizla pa stane €36.
Prijazni Islandci so mi rekli, da nikakor ne smem spustiti jezera Mývatn, ki baje v svoji okolici skriva ogromno zanimivosti. Zato 6. dan spet malo trekinga. Najprej sem se po zelo slikoviti pokrajini pripeljal do vulkana Hverfjall. Pol ure sem rabil do najvišje točke in nato občudoval kar kilometrski krater. Potem pa Timo Borgir! No, če bi to preveril v slovenščino, bi pomenilo črni gradovi. In veste, kako je vse to nastalo? Tukaj je bilo eno ogromno jezero lave, globoko vsaj 10 metrov, pod njim pa je bila voda. In seveda je ta voda zavrela in ko je para butnila na površje, so nastale takšne nore skulpture pred dobrimi 2000 leti. Ja, na Islandiji se kar naučiš metrati vulkane. Ok, sem malo falil. Ne morem verjeti, da je tukaj vulkan bruhal leta 1985. Zdi pa se, kot da bi bilo včeraj, ker se še povsod kadi in tudi smrdi po žveplu. No, sem prav vesel, da sem poslušal domačine, ker sem zaradi tega videl, kako zemlja brbota in je tudi tam smrdelo po jajcih, tako da so si turisti kar zatiskali nosove. No, čisto enako pa je bilo pri naravni termalni vodi, ki na površje privre s temperaturo 100 stopinj Celzija. To pa Islandci s pridom uporabljajo za ogrevanje. Ne, tudi za proizvajanje električne energije, ker skoraj vso energijo na otoku proizvedejo pomoči geotermalne energije. Fino, kaj češ lepšega, zastonj štrom. Si predstavljate, koliko elektrike bi lahko proizvedel takšen slap? Dettifoss je najmočnejši slap v Evropi. Širok je 100 metrov, visok 45 in tja sem šel samo zato, ker sem ga videl v filmu Prometheus in me je totalno navdušil, čeprav sploh ne vem, kako je režiser lahko dajal napotke igralcem, ker je slap tako glasen. Ja, zunaj se že temni, čeprav ne izgleda tako, in ko sem že bil tako na severu Islandije, sem moral obiskati še najbolj severno točko, tik pod polarnim krogom. Tole pa Arctic Henge, ki spominja na Stonehenge, čeprav so ga zgradili 10.000 let kasneje, torej pred 20 leti. Tukaj naj bi bil tudi idealen prostor za opazovanje polnočnega sonca, čeprav tu med sonce je, kot da bi kdo v Sloveniji na krožnem dal žmigavc. Ampak bova pa vsaj s Toyoto danes boljše spala, zdaj sem že dala 2000 km skozi. Končno se je moja pot obrnila proti jugu in sem mislil, da bo cesta zdaj šla večinoma dol, v resnici pa je zelo daleč od tega, ker je na vzhodu zelo gorato in zato sem se vozil po eni nori gorski cestici, ki je izgledala tako, kot da je ne vem kako visoko, v resnici pa je bila samo kakšnih 600 metrov nad morjem. In poglejte, koliko snega je na tej višini še julija, čeprav tamle slišim, da se že kar fino topi. Na Islandiji je sicer vožnja izven cest prepovedana, ampak so nekatere kvazi urejene ceste že v osnovi tako hude, da še s takšnim terencem, kot je Land Cruiser, ne boste mogli čez, ker je voda enostavno pregloboka. Takšne neutrejene klančke pa z zaporo diferencijala in reduktorjem preživeče kot za šalo. Skrajni jug pa pomeni še dvoje. Slabo vreme, tako da vam s poti nimam praktično kaj pokazati, ker je ves čas deževalo in povsod je bila megla in pa horde turistov. Tukaj se zbira vse, kar pride na Islandijo, tako da morate res dobro planirati pot, če hočete kaj videti. Ampak vseeno me ima očitno nek nordijski bog toliko rad, da je razpihal meglo, da lahko vidim tole ledeniško laguno. Poglejte te kose ledu, ki se odcepijo od ledenika tam zadaj in potem plavajo v ocean, da se lahko v njih zaleti Titanik. Na točno tisti zamrznjeni laguni se je preganjal tudi James Bond to Die Another Day. Vse veste, zamrznjena palača in to. Pa vsi, ki radi gledate filme, itak veste, da so tukaj snemali še Batman Begins, Lara Croft, če ne pa ziher poznate Game of Thrones. No, jaz pa se po norih črnih plažah in slapo Seljalandsfoss, kjer lahko greš okoli njega, da te fino namoči. A ja, pa ptiči so me prej napadli. V bistvu kar avto, ker se nisem upal ven. Kaj sem hotel povedati? A ja, da se po ledenikih zdaj vračam nazaj proti letališču v Keflavíku, kjer pristane 98% potnikov na Islandijo. Ampak ne morem še domov, ker še nisem videl gejzirja. Poglejte to, gejzir Strokor. Vodo vrže v luft 20 metrov, včasih tudi 40. Sicer ni najvišji gejzir, ker je gejzir leta 1845 vrgel vodo 170 metrov v luft,
Ampak, veste, tole tudi ni večno. Včasih so potresi krivi za višji vodni stolp, včasih pa za zaprtje pipice. Yes, zadnja kljukica. Ne boste verjeli, ampak pred kolonizacijo otoka, tam nekje 874, je bil edini sesalec na otoku polarna lisica, ki sem jo videl medtem, ko je spala. Videl sem še tjulne, kako so se sončili ob cesti, kitov pa nisem šel gledat, zato ker mi je ena Američanka povedala, da jih baje vidiš povsod, sploh v Ameriki, vsak dan na ulici. Te mušice pa tudi so obupne. Ja, sem pravkar prebral na 24 ur, mi je poslal urednik, da bo tale vulkan Hekla za mano verjetno vsak čas spet izbruhnil. Mogoče je to znak, da je zadnji čas, da se poberem domov.